lahko. Pozdravljeni, najprej se zahvaljujem vsem za udeležbo. Danes smo ste se tukaj zbrali zato, da vam povemo nekaj besed o mednarodni študentski konferenci primerjalne književnosti Prva stran, ki bo med 1. in 4. decembrom potekala v Ljubljani. Zelo smo vesele, da lahko med nami pozdravimo tudi posebnega gosta, Borisa Novaka, ki bo na sami konferenci tudi predaval in po koncu novinarske konference povedal nekaj besed o njej. Konferenco sicer organizira tričlanska ekipa, vodi projekta Julija Ovsec in Katarina Rakušček in moja malenkost vodja odnosov z javnostmi Lara Pavkovič. Vse tri pa delujemo pod okvirjem DŠPK, Društva študentov primerjalne književnosti, o katerem boš več povedala ti, Katarina. Torej, Društvo študentov primerjalne književnosti, katerega predsednica sem trenutno, je v bistvu neprofitno kulturno društvo, v katerem smo združeni, kot že sama mi pove, študente primerjalne književnosti. In sicer uradno delujemo od leta 2013, prej smo pa po veliko letih neformalnega ostoja se v bistvu odločili formalizirati. Smo neprofitno društvo brez rednih virov financiranja in v bistvu so delo, ki ga upravljamo, bazirano na prostovoljni bazi. Delamo pa različne projekte od filmskih večerov, literarnih večerov, ekskurzij, delavnic, pogovore, branja z znanimi imeni slovenske literature v mini teatru. Zdaj smo si pa zadali še en malo večji projekt, ki bo ta konferenca, ki bo kmalu sledila. Kako je sploh prišlo do tega? Boš malo več povedala, kako je padla odločitev za organizacijo konference? Podobne projekte so pravzaprav že organizirali v Zagrebu, v Beogradu, v Skopju, pa smo se nekako odločili, da je zdaj vrsta padla na nas, ker se nam zdi zelo pomembno, da se primerjalna književnost razvija, da mladi dobijo nek svoj glas, da lahko začnejo se pravzaprav udejstvovati na tem področju, zato smo se pač odločili, da bomo to zorganizirali in pa seveda, če se lahko malo pošalim, tudi zato, da bojo ljudje končno vedeli, kaj sploh študiramo in nam ne bo več treba razlagati vsakemu posebej, ja, veš, na primerjalni se pa ukvarjamo s tem. Tako da tudi smo upali, da bomo s tem mogoče mečkano ozavestili javnost, da obstajamo in da delamo pomembne zadeve. Katarina, zakaj ravno udeleženci teh specifičnih držav, torej Balkan in Češka? Ja, v bistvu, če si iskreno, največji odziv je prišel iz teh držav. Hrvaška, Srbija, Makedonija, Črna Gora so v bistvu že komaj čakali, da tudi mi organiziramo svojo konferenco, ker so se taki projekti pri njih že odvijali. In kot je Julija rekla, je vrsta nekako padla na nas. S Češke smo pa v bistvu povabili nekaj teh strokovnjakov, ki bodo tukaj predavali in se posledično tudi nekaj študentov potem odzvali in bodo predstavili svoje tematike tukaj. Ja, posebej je treba poudariti, da konferenca ne bo sestavljena samo iz strokovnega dela, ampak pripravljamo tudi bogat spremljevalni program in Julija, ti boš povedala še nekaj besed o tem. Ja, sodelujemo v bistvu z zelo veliko inštitucijami, s Trubarjevo hišo literature, Društvom slovenskih pisateljev, s Ksevtom, Ciferblatom, kjer smo danes, Vizit Ljubljana tudi sodeluje z nami in bomo imeli v bistvu zelo bogat spremljevalni program. Vsako jutro bomo imeli literarne zajtrke, ki jih organiziramo skupaj s Ciferblatom in Ljud literatura. Na literarnih zajtrkih boste lahko jutro začeli z dobrim zajtrkom in slišali nekaj verzov oziroma kakšen odlomek iz proznega dela slovenskih avtorjev, ki bodo tukaj brali. Potem bomo imeli v spremljevalnem programu tudi vodenje po literarni Ljubljani, ki ga delamo skupaj z Vizit Ljubljana. V sredo bomo imeli zvečer literarni večer z Janom Tesnohlitkom, to je češki pesnik, ki ga bomo gostili v Sloveniji, med drugim je bil tudi že na Vilenici. Velikom festu. Bil že prisoten v našem prostoru. V četrtek bomo imeli okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali na temo prostora in literature, kako literatura posega v prostor, v urbani prostor. Spregovorili bomo o projektih, kot so knjigobežnice, knjižnice pod krošnjami, da je knjiga pravzaprav postala način življenja. In pa v petek gremo na ekskurzijo v Ksevt, kjer se bomo pogovarjali o literaturi in vesolju, kako se to dvoje povezuje. Zdi se tako mečkan znanstveno fantastično, kar tudi je. Tako da bomo tam tudi imeli en drug pogled na literaturo in pa zvečer imamo literarni večer,
nadobudnih pesnikov, slovenskih in gostujočih iz Srbije, iz Hrvaške, ki bojo brali svoja dela. Potem pa seveda sledi tudi ena žurka. Treba se tudi malo sprostiti, malo zabavati, tako da zadnji dan se bomo tudi malo poveselili in se še bolje spoznali med sabo. Kakšna bo pa vsebina samih predavanj oziroma strokovnega dela in zakaj naslov literatura in prostor? Literatura in prostor, v bistvu, ko se je vodstveni odbor, ki je takrat sestavljal samo 2 osebi, sicer me ne Julija, odločal za temo, so v bistvu hoteli narediti neko trdno ogrodje, ki bi celo zadeva povezovalo in hkrati pustiti dosti odprte možnosti, da lahko dovoljuje različne tematike, različne metodološke pristope, različno pojmovanje tega, kaj v bistvu ne bi ljudje pripravili, ampak hkrati ponuditi ogrodje, ki bi eno koherenco vseeno ponujali celemu dogodku. Tako da literatura in prostor se nam je zdel neka tema, ki omogoča dosti raznolikosti in dosti koherentnosti hkrati. V bistvu zdaj imamo teme, ki so toliko različne, kot so, ne vem, kiberprostor, bildungsroman, književnost v Vojvodini, Švankmarjeva priredba, kratkih zgodb Edgarja Allena Poe, v glavnem, tematsko so te prispevki zelo različni, ampak jih pa vseeno povezuje nekako ena rdeča nit. Zdaj, kar se tiče samih predavanj, bo se odvilo nekako 20 študentskih predavanj, od tega 3/4 oziroma mislim, da 15 iz tujine, se pravi Češke, Srbije, Hrvaške, Črne Gore, Makedonije. In pa seveda nekaj tudi slovenskih študentov, česar smo zelo veseli. Imeli bomo pa tudi nekaj gostujočih predavanj, ki so v bistvu namenjene temu, da tako naši študenti kot tuji študenti v bistvu spoznajo še nekaj vsebine, ki drugače ne bi bile dostopne v normalnem študijskem procesu. In sicer imamo tukaj enega izmed gostov, profesorja Borisa Novaka, potem bo predaval tudi profesor Gašper Troha iz naše fakultete. Povabili smo pa goste iz tujine, ki sta 2 profesorja iz Karlove univerze na Češkem, in sicer kulturni teoretik in profesor, ki je v resnici originalno iz Avstralije, ampak deluje v Pragi, Louis Armand, in pa raziskovalec in profesor David Vihnar, ki pa tudi uči v bistvu na Karlovi univerzi. Zato je v bistvu zelo dobra priložnost, da njihova zelo specifična predavanja slišimo tudi tukaj. V Aksetu bo predaval še asistent dr. Igor Žunkovič na temo literature in vesolja. Ja. To je pa ta prostor, ki se raztegne potem do vesolja, ta space. Ja, prostor se razteza povsod. Zadnje vprašanje je pa v bistvu za obe, in sicer v čem je ta projekt poseben, v čem se razlikuje od drugih? O čem se ne? Čisto iz strokovnega oziroma akademskega vidika je to ena super priložnost za študente literarne vede, da v bistvu svoje originalno raziskovalno delo predstavijo pred nekim mednarodnim občinstvom. Da v bistvu dobijo nek feedback, neko kritiko, da se mogoče povežejo študenti iz drugih univerz, hkrati da poslušajo strokovno predavanja, kot sem jih omenila prej, tega vsebin pač ne bi mogli dobiti. Hkrati jim ponujemo tudi strokovno objavo, kjer bomo prihodnje leto izdali tudi zbornik. In seveda jim, če ne drugega, jim ponudimo nek prostor za socializiranje in za navezovanje stikov, ki je v bistvu ključno za neko raziskovalno delo. Predvsem se pa pač z zelo bogatim programom in vsem trudimo tudi to, da ne bi privabili samo študentov, ampak tudi širšo publiko, se pravi, da je za vse ljudi, vsi dogodki so namreč odprti in brezplačni, vsak lahko pride. In se pač res želimo, da se povežejo tudi različne generacije med sabo, da ljudje spoznajo res, kaj delamo in kaj se dogaja pravzaprav z literarno vedo, ker se nam zdi, da v času, v katerem smo in na našem območju, ni prav veliko takih dogodkov, kjer bi pač lahko se kaj takega naučili in videli in spoznali. Zato smo se pač tudi odločili, da bomo to organizirali. In pa ja, tako kot je Katarina rekla, da imamo neke priložnosti za mlade nadobudne raziskovalce in pa seveda tudi, da pripeljemo v Slovenijo neke ljudi, neke predavatelje, ki drugače verjetno ne bi prišli.
Se nam je zdelo tudi to pomembno, da vidimo neke druge poglede, ker recimo Louis Armand, on je iz anglosaškega sveta in ima nek zelo drugačen pogled na literaturo, ki je nam na momente kar malo čuden. In smo tako, kaj pa je to? Tako da se nam zdi to zanimivo, da vidimo mogoče neke druge poglede, druge pristope, ki so v tujini prisotni, pa mogoče pri nas niso tako. O tem smo posebni. Predvsem v to, da ta spremljevalni program, ki smo ga pripravili, absolutno ni namenjen samo za študente literarne vede, ampak je pripravljen tako, da je zanimiv in aktualen tudi za neko zainteresirano javnost. Tako da smo upali na odziv tudi od tam. To je to nekako. Hvala obema. Zdaj pa bi sem k nam povabila še profesorja, pesnika in prevajalca Borisa Novaka, ki je, kot že omenjeno, eden naših gostujočih predavateljev, pa bo mogoče povedal nekaj besed o svojem predavanju in tudi pogledu na konferenco sama. No, meni je v čast, da je veselje, da sem lahko poleg domačega še gostujoči predavatelj na tej študentski mednarodni konferenci. Rad bi povedal, in sem pripričan, da govorim tudi v imenu predstojnice našega oddelka, kolegice Vanese Matajc in celotnega oddelka, da smo na to študentsko generacijo izjemno ponosni, da je, kar pomnim, to ena izmed najboljših, z nekim izjemnim številom nadarjenih študentk in študentov, nadarjenih raznovrstno, od teorije do tudi literarne prakse, tako da so v zadnjih letih razvili celo vrsto dejavnosti, ki so delno vpete v študijske programe, delno so pa obštudijske, prostovoljne. To je zelo bogata literarna dejavnost, to je dramski krožek, ki ima izjemne uspehe tudi zunaj akademskega univerzitetnega okolja. Tako da gre za izjemno dinamično generacijo, ki v tem smislu nadaljuje nekatere izmed najboljših generacij, denimo začetka 70-ih let, ko je bilo študentsko gibanje in je bila primerjalna književnost tisti oddelek, ki je skrbel za idejni prepih, tudi za uvajanje novih intelektualnih pobud, kritične misli in zavesti. Ta problematika, tematika prostora je fascinantna. V zadnjih letih se veliko govori v literarno-teoretskih in zgodovinskih krogih o tako imenovani prostorski paradigmi, tako da je raziskovanje razmerja med literaturo in prostorom ena izmed prioritet naše stroke v zadnjem obdobju, tudi na Slovenskem. Sam bom k temu prispeval pravzaprav nek premislek v vlogi amfibije, tako da bom poskušal kot denimo literarni teoretik premisliti to, kar počnem kot pesnik v svojem epu Vrata nepovrata. V prvi knjigi, ki je izšla lansko leto pod naslovom Zemljevidi domotožja, sem prostorski princip uporabil kot nek temeljni, tudi kompozicijski princip celote, tako da ta prva knjiga temelji, bi lahko rekel, na prostorski, geografski taksonomiji. Gre za to, da se v različnih časovnih rezih skozi svoje lastne oči in spomine ali pa skozi oči, srca, spomine drugih akterjev vračam na način domotožja v različne kraje, ki so mi blizu ali pa so bili blizu drugim akterjem. Gre za razprtje sveta, ki sega od različnih celin, morij, rek, polj, gozdov, gora,
do vasi, mest, ulic, posameznih hiš, v njih sob, vrtov, raznih ustanov, kot so za pisatelje seveda zelo važne redakcije, vojašnice, zapori, bolnišnice in seveda pokopališča. Med temi prostori se gibljem z različnimi prevoznimi sredstvi, ki segajo od otroških vozičkov, vojaških škornjev, koles, navadnih in motornih, avtomobilov, konj, ladij, brez konj in ladij, itak ni nobenega epa od začetka časa naprej, do metafizičnih sredstev, kot so domišljija, knjige, svetloba, glasba, zgodovina in kot najvišja kategorija pač zgodba. In bom pač poskušal premisliti, kako se torej ti različni prostori upisujejo v to pač mojo pesniško pisavo in seveda kako spomini in jezik predelajo te prostore v prostore nostalgije in kako ta topos postaja na nek način utopos vrata, nepovrata. V besedi nepovrata so pa še zmeraj vrata, se pravi vrata spomina in vrata besede. Tisto, kar me zadnje dni vznemirja, tudi v zvezi s to konferenco, je pa vprašanje, na kakšen način bo bodeča žica, ki se gradi na naših mejah, vplivala na naše doživljanje prostora in na kakšen način se bo upisala čez čas, sem prepričan, tudi v literaturo. In premislek teh vprašanj, ki so povezana tudi s selitvami množic obupanih ljudi, tudi skozi naše prostore, je ena izmed etičnih prioritet nenazadnje literature in tudi naše stroke, tako da upam, da bomo skupnimi močmi poskušali odpreti tudi to vprašanje. Najlepša hvala za te besede in še enkrat v imenu celotne ekipe za udeležbo na konferenci. Zdaj pa me zanima, ima mogoče kdo med vami še kakšne vprašanja? No, Se pravi, ker bo to mednarodno, bo to potekalo v angleščini večinoma? V bistvu ja, uradni jeziki smo se odločili, da jih bo več. Zaradi tega, ker je večina predavateljev je v bistvu iz bližnjih držav. Tako da uradni jeziki konference so v bistvu in slovenščina, vedno, angleščina in pa jeziki bivše Jugoslavije. Zdaj pa, če se kdo odloči priti na predavanje, bo to čisto fizično izgledalo tako, da ne glede na to, v katerem jeziku bo predavanje, ali bo to v hrvaščini, srbščini, slovenščini, angleščini, bo vedno nek dodaten material oziroma ali PowerPoint ali izroček v še enem jeziku, v slovenščini ali angleščini. Tako da bi nekako, se mi zdi, da bo tako poskrbljeno nekako za vse govorce in negovorce. Še kakšno vprašanje? No, potem bi se pa jaz še enkrat vsem skupaj zahvala, da ste prišli. Posebna zahvala gre tudi Petru Kastelicu, ki nam je omogočil prenos v živo, in pa Maši Pavokovič in Ziferblatu za pomoč pri organizaciji in za prostor. Tako da upamo, da se vidimo na konferenci, zdaj pa se lahko v sosednjem prostoru malo krepčate. Vabljeni na literarni zajtrk. In upam, da se vidimo še na kakšnem. To je bilo to. Hvala za pomoč. Hvala. Program mamy.
Res. Ja, res.